Dober večer in dobrodošli v Kinodvoru, dobrodošli na premieri filma Stoletje sanj. Nocoj ne slavimo samo projekcije novega filma, se mi zdi, da proslavljamo še 100 let rojstva enega pomembnega gospoda, ki v filmu, ki ga bomo gledali, razkrije svojo intimo, svoje življenje, svoje delo, gospoda Petra Florjančiča. In s tem, da slavimo njegovo stoletje sanj, slavimo še nekaj. Slavimo življenje, ki ni životarjenje. Slavimo življenje, ki sanj ne zgolj dovoljuje, ampak jih integrira v svoj vsakdan. Ker je nocoj premiera filma, je z nami tudi ekipa, ki je sicer malo številčna, pa zato toliko bolj eksplozivna. Tako da vas vabim, da po projekciji ostanete na svojih mestih, kajti spoznali bomo ekipo, kaj z njimi tudi spregovorili o filmu, ki ga bomo pogledali. Gospoda Petra Florjančiča nocoj žal ni z nami, je pa z nami režiser filma Ven Jemeršič, pa ga vabim tule k meni pod platno. Ven, dobrodošel. Hvala. Zbrali ste se v lepem številu, hvala vsem, hvala ekipi, ki je tukaj sicer malo številna, ampak jih je veliko, hvala vsem, ki so pomagali narediti ta film, veliko je tudi teh, ki nastopajo v tem filmu. Pozdravljam tudi ambasadorko Alenko Hudek, hrvaška ambasadorka, katero sem povabil, da vidi pač, kaj delajo Hrvati v Sloveniji. V glavnem, kaj ne povem o filmu, samo to, da kako je sploh nastal. Nastal je tako, da smo za Petrom Florjančičem smo delali reklamni oglas za Dormeo. Ja. In takšne stvari tudi lahko pripeljejo do takšnih dokumentarcev. In v glavnem, on je meni povedal pač na uho, da on bi rad posnel pač en celovečerni film o njemu, seveda igranega. In ko sem jaz prebral to knjigo, sem videl, torej njegovo knjigo, vseh teh njegovih zgodb, sem videl, da zadeva ne bi prišla v en celovečerni igrani film, ampak bi kar človek rabil nadaljevanko. In seveda, ker tega denarja v Sloveniji ni, da bi to posneli, smo se odločili, da bomo posneli dokumentarni film. Ko smo ga začeli snemati, smo ugotovili, da ga je nekdo že pred nami posnel. In sicer kolega Karpo Godina. In jaz tega filma predtem nisem pač videl, tudi do danes ga nisem še videl, sem rekel, da ga ne smem gledati, preden tega ne pokažem množici. Tako da nam je pa seveda Karpo Godina na nek način tudi pomagal, kajti od filmskega centra nismo dobili nobene finančne pomoči, ki smo rabili za posnet to njegovo pot po Evropi. In je Peter že takrat, pred 20 leti, ko so dokumentarec delali s Karpotom, je že bil dovolj podjeten, da se zmeni z njim, da vsi posnetki, ki ne bojo uporabljeni v tistem filmu, da so njegovi. In smo dobili veliko materijala tudi, katerega smo dali v film in tako smo ga nekako pripeljali do konca. Na začetku, sam še to, da povem, Peter nas je pritegnil z idejo, da bomo zaslužili milijone. In seveda smo mu verjeli, saj možakar že večkrat zaslužil milijone. In do zdaj moram priznati, da smo imeli v bistvu sam stroške, ampak smo pa dobili pač neko bogatstvo, ki seveda ni izraženo skozi finance. Pač nauči nas je res sanjati in da ustvarimo to, kar si želimo. In to, ko vidiš, da en človek, ki je star 100, še vedno sanja in še vedno dela, je pač kar navdahne človeka. Jaz glih pred 2 dnevi sem ga klical, sem rekel, Peter, kaj delaš? Je rekel, dela. Za eno firmo je odprl. Jaz pri 50 sem zaprl eno firmo, kjer mi je že bilo dovolj vsega. Tako da, ja, Peter ni danes z nami, zato ker je dal pljučnico, glih pred enim tednom, zdravniki ga ne pustijo. Hotel sem ga posnet, da bi vam pokazal, kako izgleda, seveda ni hotel v svoji pižami pa to. In je napisal v bistvu eno pismo, ki je prosil, da vam preberem.
Lep pozdrav vsem gledalcem, ki boste premierno gledali moj film Stoletje sanj. Moj film, ne. To zato, ker je Peter, kot smo rekli, podjeten in smo mu morali odstopiti 30% zaslužka od tega celovečerca, tako da, ja, njegov film. V glavnem Peter nadaljuje. Te sanje so bile lepe, da danes premišljujem, če je bilo vse to sploh res. Ob svojem rojstvu na Bledu 1919. leta sem bil napol državljan cesarja Franca Jožefa in državljan kraljevine Jugoslavije. Moja mama je še prala na roke v potoku na kamnu, jaz pa sem stal bos zraven nje. Zelo slikovito. Čakal sem, da bi prišel mimo kakšen konj, da bi imeli gnoj za vrt. Kot dojenček sem imel leceno dudo. V zadnjih 100 letih so se spremenili vsi običaji. Ples, igrače, obleke. Sreča me je spremljala celo življenje in vedno sem bil v pravi sekundi na pravem mestu. Moje zgodbe so se spreminjale vse do danes in vsi so me radi poslušali. Saj sem živel v 10 najlepših mestih Evrope, med ljudmi različne vere, običajev in navad, katerim sem se moral prilagoditi. Obnašati sem se znal v družbi paša, maharadže, princes in kraljev. Lepo vas pozdravljam s sliko najlepšega dneva iz njegovega življenja. Upam, da boste uživali ob ogledu mojega filma. Spet mojega. To je to. Hvala. Še enkrat dober večer in čestitke ekipi filma s čudovitim naslovom Stoletje sanj. Pa spoznajmo to ekipo. Najprej lučkarji, Aleš Pirec in Luka Stopar. Pa asistenta produkcije Anja Bratina in Luka Slavic. Oblikovalec tona Ernest Fejzič. Asistentka montaže Špela Dovč. Pa montažer iz sicer montažerskega dvojca Hieronim Vilar. Scenarist filma Edo Marinček. Direktor fotografije Matjaž Kenda. Pa režiser in producent Ven Jemeršič. Jaz bi tudi vas, gledalce, povabila, če želite kaj vprašati, kaj pripomniti, imeti kakšno misel povedati. Zdaj pa mogoče vprašanje, samo da se zberemo, ali za Vena, ali morda za scenarista, morda celo za montažerja. Povedal si, kako je prišlo do filma. Kako pa to, da ste ga potem sestavili po poglavjih? A življenje gospoda Petra Kocijančiča nekako se zdi, da je v poglavjih, ali kako ste prišli do te strukture? Ne. Sem naj povem, da montažerka glavna je bila Maša Nonkovič. Pač jaz sem njej sem posnel en kup solate, s katerim sem bil malo zmeden, kaj naj s tem zares naredim. In v bistvu je nekako Maša to spravila v neko okusno jed. In potem je seveda ona imela v enem trenutku tudi dovolj tega, prevzel je Hieronim, Špela nam je pomagala na samem začetku. Tako je v bistvu tudi Peter nekako videl to pripovedovanje nekako od svojega začetka do konca. Seveda prvo, ko smo posneli samo njegova pričevanja, se nam je zdelo, da imamo v bistvu
en kup nekih fragmentov iz življenja in se nam je zdelo, ok, zdaj imamo to, ampak nimamo zares celega filma, nimamo neke zgodbe. Ne. In potem smo v bistvu dodali še vse te ljudi, s katerimi je on sodeloval, ki so ga poznali pa tako dalje. In potem je nekako film počasi dobival formo. Ker se sestavil tako lepo življenjsko zgodbo, kjer delo in življenje seveda nista ločena, ampak postaneta eno in tudi v bistvu čas ni več tako zelo pomemben, ker je pomembno to življenje. Se mi zdi lepo. A bi morda od vas kdo kaj vprašal? Pripomnil? Potem pa še eno moje vprašanje. Ker si tudi glasbenik, pa tako se ukvarjal z glasbo, kako si skombiniral pač neko glasbo, ki je definirala mogoče čas, o katerem se govori, pa njegovo glasbo? Moram priznati, da smo, mislim, pri vsem ta projekt je v bistvu narejen skoraj da z nič evrov, ne. Cela ta ekipa je tu bila zelo pridna in tako da smo tudi pri glasbi pač imeli probleme, seveda, kako jo dobiti, seveda brezplačno. In potem smo si pomagali od tega, da je pač Peter dal nekatere posnetke svoje. Pač nabirali smo, kar se je dalo dobiti in potem smo nekako črpali iz tega seveda za film, kaj je v nekem danem trenutku pač najbolj pasalo, ne. Je pa, mislim, glasbe veliko, ampak je pa potrebno čist, da smo malo tole Petrovo govorenje, malo smo imeli probleme, on je zelo počas govori in veliko stvari smo tukaj morali malo pospidirati v montaži, da je potem stvar pač bila takšna, kot je. Ker velikokrat se je zaciklal, pa je pač ni znal ven iz. Mislim, težko je delati film z človekom, ki je star, ne vem, tu je bil, več let smo delali, ki je star 97, ko ugotoviš, da v bistvu vsi njegovi prijatelji so že pokojni, otroci njegovih prijateljev so že v bistvu skoraj da pokojni ali pa so bili premali, da bi se spominjali njegovega življenja, ne, in v bistvu črpati, sploh nismo vedeli točno, od kod črpati vse te dogodke, ki so se zares dogajali 60, 70, 80, 90 let nazaj, ne. Ja, ker so otroci že kar orenko odrasli. Mogoče publika? Potem pa še eno moje vprašanje. Kaj pa tebi tako najbolj noro ali pa najbolj inspirativno ali pa najbolj noro inspirativno iz njegovega življenja ali pa njegovega načina življenja? Mislim, jaz sem ugotovil, medtem ko sem delal, jaz sem začel film delati tako, da sem mislil, da je on inovator, da je to njegova nekako glavna zgodba življenja, ne. Potem sem ugotovil, da je v bistvu on bil inovator zaradi tega, da je lahko dobro živel, ne. In da se lahko imel fajn in tako dalje. In enkrat mi je razložil, je rekel, veš, ti moraš ves denar, torej, ki ga zaslužiš, porabiti, da uživaš v tem denarju, ne, da ga čisto zapraviš. Zakaj? Ker ko prideš do te točke, da več nimaš nič denarja, se ti začne seveda v tvoji glavi pač dogajati, da začneš dobivati nove ideje, kako boš do njega prišel, ne, in te v bistvu drži non-stop pokonci v življenju, ne. In mislim, da odkar sem pač njega spoznal, več potujem, recimo, ne, pa več uživam, no. Ja, najlepša hvala ekipi, najlepša hvala vam, ko ste prišli. Film bo igral zdaj v Kinodvoru. Ne. Tako da lahko ponesete besedo o filmu, ki igra o gospodu Petru Florjančiču. Ja, ok, jaz bi se sam še zahvalil še enkrat ekipi, brez katere ne bi nič naredil, ja, ki smo do zadnjega trenutka šraufali vsem ljudem v dvorani, ki veste, kaj ste naredili za tale film. Malo presenečenje zunaj nekaj za spiti pa za jesti. Našli boste tudi neke misce z mojo zadnjo knjigo PVC. Postrezite si. Welcome to the club. Najlepša hvala. Hvala.